Dobrodošli nazaj v projektu Rekord. Spet smo tukaj. Rad bi začel novo serijo videov z malo drugačnim posnetkom, z enim zanimivim eksperimentom. Zanima me, kaj se je v tem času mojega ukvarjanja s potapljanjem na vdih zgodilo z mojo pljučno kapaciteto. Upam, da se je povečala. Kot veste, je Guinnessova komisija zavrnila moj rekord in sem spet nazaj v lovu za uradnim nazivom Guinnessovega rekorderja. Kdor ne ve, podelam Guinnessov rekord v tem, koliko Rubikovih kock sestavim pod vodo z enim vdihom. In projekt Rekord je serija videov o tem. Zdaj pa gremo do pljučne kapacitete. Celotna ideja za ta posnetek je nastala zaradi tele napravce. Ne vem, če jo vidite, jo bom dal še semle, da jo vidite lepše. Takole. To je Aerofit. To napravo pa še eno drugo sem kupil na Black Friday po popustih. Žal mi je, ampak zdaj se mi je, da to res rabim kot potapljač. In drugače je super naprava. Z omejevanjem izdiha pa vdiha treniraš svoje pljučne mišice. Ma pa ta naprava v svoji aplikaciji, ki jo odpiram tule, moram jo počgati, tudi možnost merjenja pljučne kapacitete. Zdaj pa, tukaj stvari postanejo zanimive. Jaz sem leta 2016, imam tlele na mailu, ta test, šel na en test spirometrije. In takrat, se pravi skoraj 5 let nazaj, so moji rezultati bili naslednji. Moja vitalna kapaciteta je bila približno recimo 5,6 litra, kar je bilo tudi takrat relativno veliko za moškega moje starosti in moje teže. No, zdaj bi pa rad videl, če se je s temi 5,6 litri kaj zgodilo. Ta naprava, ki sem vam jo predstavil na začetku, ima možnost tudi merjenja pljučne kapacitete. Jaz sem jo seveda izkoristil, poleg tega treninga, ki ga ponuja, ampak, no, poglejte sami, kaj mi je izmerila. Okej, ogromno sline, se opravičujem, in pa zanimiv rezultat. 7,7 litra vitalne kapacitete, kar je ful velik. Okej, zdaj pa, tukaj pride v igro moj dvom. Namreč, ta napravca, tako kot sem vam rekel, deluje tako, da ovira vhod pa izhod zraka in to ni pravi test spirometrije, pa tudi ne vem, kako zares ona meri zdaj to kapaciteto, po mojem počasu, po katerem zaznava, koliko časa ti izdihuješ, ta upor pa lahko precej pomaga pri izdihovanju in zato tole po mojem ni čist verodostojen test vitalne kapacitete. Okej, to je peljalo do mojega naslednjega nakupa. To je bil pa, oziroma je, en drugačen test spirometrije, sam tole dam stran, ker bo slina povsod, ki je bolj podoben takšnim, kot jih uporabljajo v medicini. Torej, napravca z oviranjem izdiha pa vdiha mi je zmerila 7,7 litra. To je po mojem preveč. Da vidimo, kaj pravi ta. Dobro. Correct trial pravi. Spijem malo vode, pa naredim še enega. Ker tukaj svetuje, da narediš več poskusov, kar je tudi prav, tudi spirometrija se dela tako. Sesedel sem se. Correct trial. Ajde, še zadnjega. Crknil sem. Da vidimo rezultate. What? 6,4. Kaj? Vitalna kapaciteta je 6,4 litra. To je v bistvu koliko? 0,8 litra več kot pred 5 leti. To je ful dober. Še zmeri pa ni, toliko optimistično, kot je to najavljala tale napravca. Ni glih 7,7 litra, ampak 6,4 je ful lep rezultat za vitalno kapaciteto. Zdaj bi rad poskusil pa še nekaj drugega. V potapljanju na vdih obstaja cel kup tehnik, kako lahko še povečaš svoj maksimalni vdih in ena izmed njih je pakiranje.
to je dodatno filanje zraka v pljuča. Mene pa zanima, če lahko s pakiranjem še dodatno povečam to vitalno kapaciteto. Bomo videli, če bo sploh tale tester hotel to zaznati, pa kako se bo s tem soočil, ampak dajmo probati. Ker malo se mi riga. Dobro, jaz mislim, da sem zmatran, pogledamo, kaj se dogaja. Kaj? 7,67 litra vitalne kapacitete. Okej. To je pa ful več. V bistvu to je to, kot mi je tale napravca, ker sem mislil, da pretirava zmerila. 7,6 je praktično, to sta 2 litra več od rezultata pred 5 leti, kar je noro, hudo. Mislim, zdaj, to dihanje ni navadno, to ni moja vsakdanja pljučna kapaciteta, je pa kapaciteta, ki jo lahko izkoristim za potapljanje. In če imam lahko 2 litra več zraka v sebi, kot sem ga imel pred 5 leti, to pomeni, da sem lahko ful dlje pod vodo, kar pomeni, da lahko pod vodo sestavim tudi veliko več Rubikovih kock. Hudo. To je pa zdaj super začetek projekta Rekord, tako da hvala, da ste z mano in se vidimo v naslednjem projektu Rekord.